Drage gledalke, dragi gledalci vašega kanala, ponovno lepo pozdravljeni. Prejšnji teden smo govorili o spremembah, katerim je ljudi vabil Janez Krstnik in jim je pokazal na Jezusa, Božjega Sina, ki je tudi edini vir moči za te spremembe. V današnjem evangeliju pa srečamo že njega samega, Jezusa, ki deluje med ljudmi in oznanja dobro, veselo novico evangelij. Takole pravi: spreobrnite se, zakaj nebeško kraljestvo se je približalo. Ob tem se nam lahko zastavi vprašanje, zakaj bi bilo to, da se moramo spreobrniti, dobra, vesela novica. Kaj sploh pomeni spreobrniti se? V originalnem pomenu besede je to preprosto obrniti se, spremeniti smer svojega življenja. Ampak kako pa Jezus ve, da se moramo ljudje spremeniti? Preprosto ve. On je Bog in on ve. Pozna nas. Ve, da nismo popolni, pa ve, da si tudi želimo popolni izgledati. Ve, da sebi, predvsem pa drugim, ne dopustimo, da bi imeli kakšne napake, da težko priznamo ranljivost. Kdo od nas pa rad pove, da ima slabosti, da je grešnik, da je poln napak? Meni je to težko. Napak imam polno, ampak priznati jih, sploh doma, pred svojimi najbližjimi, to je pa zares težko. Napake rajši skrivamo, si jih ne priznamo. Svojo preteklost radi malo polepšamo in se težko soočimo s svojo grešnostjo. Mogoče smo tega teženja po neki kvazi popolnosti še na prav poseben način krivi mi, kristjani. Tako so nas vzgajali že od malega. Učili so nas, da moramo biti brez napak, da si moramo prizadevati za popolnost. Napake smo skrivali, grešnih navad smo se sramovali. Ampak ironija je, da nas k neki kvazi površinski popolnosti spodbuja tudi današnji svet, v katerem živimo. Tudi ta svet vedno in povsod, v vsakem filmu, v vsaki reklami poudarja prav popolnost. Idealno postavo, idealno vzgojo, idealno kariero, idealne otroke, idealno hišo, idealen, vedno čist avto. Vse bi moralo biti idealno. In mi se v vse to ujamemo in se pehamo in garamo in norimo in hočemo se pehati res za to navidezno popolnostjo, ki jo pričakujemo od sebe, še bolj pa od drugih. In ko je ne dosežemo, ne mi, ne drugi, smo razočarani nad seboj in smo še bolj razočarani nad drugimi. In jih obsojamo, presojamo, obtožujemo, obrekujemo in se vrtimo v začaranem krogu napačne človeške kvazi idealnosti. V krogu pehanja po več in še boljših materialnih dobrinah, ki z Bogom in s preobrnjenim, k kateremu nas kliče Jezus, nima nič skupnega. In ja, potem na svet stopi Bog in nam reče preprosto: spreobrnite se. Dobra novica, evangelij je v tem, da ne ostane samo pri tem, ampak reče tudi, kaj ti nebeško kraljestvo se je približalo. In kje najdemo to Božje, to nebeško kraljestvo? Seveda, najprej v Bogu, v njem, ki je pripravljen vstopiti v vsak trenutek našega vsakdana in nam dati moči za to vsakdanje spreobrnenje. Ampak takoj zatem pa v našem bližnjem. Svoj kompas moramo naravnati in se spreobrniti tudi na področju odnosov. Obrnimo se stran od stremljenja po materialnem in začnimo graditi nove, boljše odnose. Pred kratkim sem gledal eno zanimivo video predstavitev znanstvene harvardske raziskave odraslega razvoja, ki je najdaljša in edina študija na svetu, ki traja 75 let. V njej so se raziskovalci že leta 1938 vprašali, kaj je tisto, kar nas ljudi ohranja zdrave in srečne, ko gremo skozi življenje. V kaj naj vlagamo svoj čas in energijo, če želimo biti dolgoročno srečni. V tej raziskavi so spremljali 724 moških iz Harvarda, pa tudi iz najrevnejših predelov Bostona. In te može, danes jih živi še približno 20 ali malo čez in so stari 90 plus, so redno intervjujali, slikali so njihove možgane, delali zdravstvene študije, prebirali njihove kartoteke, se pogovarjali z njihovimi življenjskimi sopotnicami in so tako gledali njihova celotna življenja, ko so se odvijala skozi čas. O njih so zbrali na desetine tisočev strani gradiva. Čisto na kratko, kaj je glavni rezultat te raziskave? Ne bogastvo, ne slava, ne garanje za več. Vse to ni vir sreče. Direktor raziskave v tem videu na koncu pravi takole: najbolj jasno sporočilo, ki ga dobimo iz te
75 let trajajoče raziskave je to. Dobri odnosi so tisti, ki nas ohranjajo srečne in zdrave in pika. Torej tudi mi. Spreobrnimo se, povabimo Boga v svoje odnose in zgradimo boljše odnose, takšne, za katere bo vredno živeti.